Zdravo! Ravno kar sem se preoblekla, zdaj grem pa v masko, ker začenjamo snemati terenski del oddaje Kaj dogaja. Alenka, zanima me, kdaj se preleviš v lik? Je to na odru ali je že prej v garderobi med masko? Publika veliko pomaga pri temu, v garderobi pa vedno malo tudi preden stopam na oder ali pa za zaviso povadim oziroma preverim, a še razumem, s kje ta lik izhaja. Kje najraje nastopaš? Na ulici, odru, televiziji ali radio? Ulica. Gib ali glas? Gib. Knjiga ali scenarij? Knjiga. Ker je bil ravno nacionalni dan branja, katero knjigo si največkrat prebrala? Egipčana Sinuheja, ki je bila ena knjiga, ki smo jo imeli doma in mi je bila zelo všeč. Je pa tak zgodovinski roman. Ne morem pa zdaj reči, da mi je ta knjiga najbolj všeč. Rada bereš v prostem času? V bistvu rada berem, si pa želim, da bi brala še več, ker ponavadi berem, preden grem spat in potem velikokrat zelo hitro zaspim. Jaz tudi. Študirala si filozofijo in zgodovino. Kdaj pa si vedela, da bo igra del tvojega življenja? V bistvu sem že v srednji šoli se začela ukvarjati z improvizacijo in improvizacijskim gledališčem, tako da sem že takrat veliko časa posvetila gledališču. Lahko rečem, da tam nekje v srednji šoli sem si želela, da bi bilo to moje delo, potem se je pa s časoma to tudi uresničilo. Tudi jaz se ukvarjam z improvizacijskim gledališčem in me zanima, kaj narediš, ko imaš na odru prazno glavo? Porabiš svoje telo. Se pri snemanju skečev zabavate tako kot mi, gledalci? Se, ampak moramo to malo skrivati, zaradi tega, ker drugače bi mogli velikokrat ponoviti skeče. Bi se šla še eno igro Povej z obrazom? Lahko. Čips, družbeni mediji, družina. Si bila kot otrok bolj živahna in odprta ali bolj zadržana in sramežljiva? Sem se zelo rada sama igrala, tako da sem imela pa kar razvit domišljijski svet. Najbolj mi je bilo zanimivo to, da je tako odkrita in da si je toliko stvari predstavljala kot otrok, da se je lahko sama igrala, ker sem sebe videla v njej. Fajn mi je bilo se družiti z njo malo.